Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni. To je v bistvu zadnji podcast v letošnjem letu, v letu 2025. Kako hitro je minilo. In v moji družbi pozdravljam gospo Hano Košan. A sva rekli Košan? Ne, Košan. Prav sem. No, Tako. jaz imam s priimki in z pravilnim naglaševanjem strašanske dileme, ker želim, da so pravilno naglašeni. A vas lahko prosim, gospa Hana, da se predstavite tako, kot želite biti predstavljeni? Ja, zdaj, ko ste mi to povedali 2 minuti nazaj, sem mislila, kaj pa želim povedati. Tako da po moje bom povedala to, kar danes želim povedati. Verjetno, kakšna je danes inspiracija. Prihajam sem kot predsednica Društva Kralji ulice. Delam na Kraljih ulice že v bistvu od samega začetka moje poklicne poti. Ko študentka sem že začela delati na Društvu Kralji ulice in ostala tam, tako da je to moja prva in edina služba. Drugače sem po izobrazbi socialna pedagoginja in to zelo rada povem. Sem zelo ponosna, da opravljam ta poklic. Tako da sodelujem tudi na fakulteti, na oddelku za socialno pedagogiko, nekaj kot asistentka, tako da prenašam tudi te neke izkušnje iz prakse in to neko moje razumevanje in doživljanje sveta študentkam. Zelo rada delam z njimi, ker se mi zdi, da je prav, da nekako nove generacije nekako motiviramo, aktiviramo, da se postavijo v neko držo zagovorništva najranljivejših skupin. Tako da sem tudi zaradi tega zelo aktivna tudi v društvu, združenju za socialno pedagogiko. Tako, v prostem času sem se včasih ukvarjala s cirkuško pedagogiko, to tudi rada povem, ampak zadnje čase ne dopušča moj prosti čas veliko teh stvari. Upam, da bom v prihodnosti dokončala svoj doktorat, ki je tudi me še čaka. Ampak ja, to se v priliki. Evo, tako nekako, to so neke stvari, ki se mi najbolj dogajajo zadnje čase. Moram vprašati, kaj je cirkuška pedagogika? Cirkuška pedagogika je v bistvu nek pristop, neka metoda, ki smo jo v bistvu tudi na socialni pedagogiki začeli razvijati v Sloveniji. V bistvu, tako preprosto povedano, cirkus se uporablja kot medij dela z ljudmi. Recimo delamo veliko nekih delavnic oziroma vodimo neke skupine v šolah, kjer neki otroci, ki rabijo mogoče neke različne pristope, neke drugačne pristope, recimo otroci, ki morajo trenirati na koncentraciji ali pa na neki pozornosti, uporabljamo cirkus kot medija, v smislu, da pač treniramo žongliranje, vztrajnost pri žongliranju, da gradimo skupnost, veliko dajemo na skupnost pri cirkuški pedagogiki, v smislu tega, da kako naša skupina, pa smo zelo različni, tam lahko nekako gradimo nek skupnostni cirkus v nekih veščinah, v nekih tudi zabavnih stvareh, kako na zabaven način recimo krepiti to neke odnose, neko vztrajanje, neko potrpežljivost na drugi strani, na nek mogoče zabaven način. Evo, tako zelo preprosto povedano. Super, hvala. Jaz sem vas pa povabila v tej drugi vlogi kot predsednico Društva Kralji ulice. Zdaj, jaz sicer za svoje gledalke, poslušalke, poslušalce, gledalce ne vem, ampak zame so Kralji ulice predvsem časopis in prijazni gospodje in gospe, ki ga za 1 evro prodajajo. Kaj je to, enkrat na mesec ali je to enkrat na 14 dni? Enkrat na mesec, ja. Enkrat na mesec. In povezano je z brezdomstvom, s temami, ki tudi pišejo brezdomci, in na ta način jaz poznam Kralji ulice. Kaj se pa še vse skriva za Kralji ulice? Ja. Tako, mislim, da marsikdo nas pozna v bistvu po časopisu, najbolj, ko rečemo Kralji ulice. Mogoče bi na tem mestu tako hitro anekdoto oziroma povedala začetek Društva Kralji ulice. Ravno s časopisom je nastalo naše društvo. Leta 2005 so študentke socialne pedagogike se odločile, da bojo 24 ur preživele na ulici z brezdomnimi, ker takrat ni bilo veliko programov, ki bi ponujale neko pomoč. Bilo je zavetišče, pa neke take karitativne dejavnosti, ne vem, kakšna cerkev je odprla vrata, pa dala kak sendvič, ampak ni bilo veliko aktivnosti. So rekle takrat študentke in profesorice, profesorji, dajmo ugotoviti, kaj ljudje rabijo. No, in tam je nastala najprej ideja časopisa, tako, kako dati glas ljudem, da povejo, kaj rabijo, če rečemo. In še vedno časopis ostaja ta neka skupnost ljudi,
brezdomnih, ljudje, ki jih zanima ta tema, strokovnjakov, zaposlenih v našem društvu, prostovoljcev, občank in občanov, umetnikov, pisateljev, ilustratorjev, ki skupaj ustvarja na temo brezdomstva in socialne izključenosti, ne, da se ljudje z nekim različnim socialnim ozadjem srečajo in nekaj skupaj ustvarjajo. Predvsem pa, da govorimo o brezdomstvu skozi oči tiste, ki to izkušajo, ne. Saj mene večkrat kam povabijo, pa potem govorimo o brezdomstvu, ampak v bistvu, če želimo res razumeti ta pojav, moramo dati glas tudi tistim, ki to izkušajo. No, in mogoče, če iz tega grem tako, mi vse stvari, ki jih počnemo na našem društvu, delamo iz teh potreb, ki jih zaznamo, ki nam jih ljudje povejo, ki jih vidimo, ki jih nekako izkušnje v praksi pokažejo. No, in potem smo leta 2006 odprli prvi dnevni center v Ljubljani. Dnevni center je predvsem namenjen, kamor ljudje pridejo, predvsem tisti, ki so na ulici, da nekje na varnem, na toplem preživijo lahko dan, kjer lahko urejajo razne stvari, kjer jim strokovni delavci nudijo pogovor, kjer lahko uporabljajo prostore, da spijo čaj, lahko uporabijo računalnik, da iščejo sobe, zaposlitve, nudimo razne aktivnosti, aktivacijo v smislu nekih delavnic, tam so prostovoljci, torej da ljudje čim bolj smiselno preživijo dan, a ne. In tudi naša ideja tega, da ljudje res vključujemo vse stvari, da so pač tako čim bolj aktivni preko dneva. Potem smo 2008 mi ustanovili en program nastanitvene podpore. Mi nimamo zavetišča. Zavetišča mora biti taka krizna rešitev in se nam zdi prav, da so, ampak res z idejo krizne namestitve. Mi smo pa razvili, kaj pa tisto, kar ljudje pa res lahko mogoče tako postavi na noge. In leta 2008 smo začeli s programom nastanitvene podpore, kar pomeni, mi imamo neka stanovanja po Ljubljani, tam se ljudje, ki so brezdomni, vselijo, vsak dobi svojo ključno delavko, neko podporo in z nekim osebnim načrtom, torej kaj želi človek doseči, kako se želi postaviti na noge, ki si želi neke spremembe, potem aktivno dela na tem 18 mesecev ali do 24 mesecev, nekateri tudi dlje, no. Ampak tako res je taka ideja. Pa tudi to v bistvu izhaja iz tega, da je stanovanje osnovna človekova pravica, a ne. Stanovanje ne more biti pogojeno, da si ti to prislužiš, ampak mi mislimo, da je to človekova pravica, a ne. In da človek rabi najprej neko varno streho nad glavo, potem pa lahko ureja neke stvari. Mi ne moremo od človeka, ko spi na klopci, pričakovati, da bo šel na razgovor za službo jutri, če pa ne ve, kje se bo stuširal, pa kaj bo jedel, a ne. Kako ta človek lahko gre na razgovor za službo? Kako lahko gre konec koncev zdravje odvisnosti, recimo, če je oseba zasvojena, če pa bo spet mogel iti spat na klopco, ne. Torej človek rabi streho nad glavo, potem pa se lahko zgodijo spremembe. To so bili neki taki prvi programi. Potem pa so zdaj se mi zdi eni programi, ko nas ljudje tako res malo včasih gledajo, to vse delate Kralji ulice, so pa v smislu pa neke preventive. Mi smo šli zadnje čase, res smo rekli, dovolj je tega upravljanja samo z brezdomstvom, ampak želimo, da preprečimo brezdomstvo, a ne. In smo šli v neke preventivne programe, torej delujemo skupaj s stanovanjskimi skladi, da ljudi, ki so v nekih najemnih stanovanjih, recimo predvsem občinskih stanovanjih, ali pa nekih socialnih stanovanjih, tudi če hočemo reči, pa se pred njim lahko neki krivdni razlogi za deložacijo pojavijo, jih mi podpremo, da ne izgubijo tega stanovanja, ki ga že imajo, a ne. Torej, da ljudje ne izgubijo in postanejo brezdomni, a ne. Torej jih ujamemo tam. Znotraj tega smo začeli delati z družinami. Opažamo v Sloveniji velik manko dela z družinami, takimi zelo ranljivimi, v smislu, ne vem, zasvojenosti, duševno zdravje, starši so revni, so mogoče imeli že izkušnjo neke stanovanjske ranljivosti, a ne. Tako na večjih področjih rabijo podporo in mi tam tako delamo, da hodimo družinam na dom in pomagamo pri starševanju, pri urejanju položnic, pri urejanju doma, pri šolskih nalogah, pač vse, kar ta družina rabi, kar rabi res eno podporo na vseh področjih. No, in potem v sklopu tega preprečevanja deložacij, potem delujemo tudi v skupnostih, kar v Ljubljani, pa tudi recimo v Mariboru, kjer smo prisotni, so take ogromne soseske socialnih stanovanj. Saj je fajn, da gradimo dostopna stanovanja, ampak je to neka koncentracija stanovanj in na enem območju lahko živi veliko ljudi, ki se sooča s takšnimi in drugačnimi težavami. In smo mi prisotni v teh soseskah, da nas ljudje spoznajo, da jih nekako sosesko poskušamo okrepiti in ponuditi neke aktivnosti, da do nas pridejo starši ali pa odrasli, še preden neke težave tako eskalirajo. Recimo primer, pri nas se pol pojavijo mame v teh skupnostnih prostorih, pa rečejo: Znašla sem se v nekih finančnih težavah, ne bom mogla plačati šole v naravi, ali pa sem plačala šolo v naravi, ne bom mogla plačati najemnine, a lahko kaj storimo, a ne." Da recimo, da že primer, da neki dolg ne nastane tak neobvladljiv, ampak da že starši predčasno pridejo do nas v teh
skupnostnih prostorih pa iščejo neke možnosti za podporo in rešitev. In To kaj je se tisto, kar lahko dobijo od vas, recimo v takšnem primeru? Ja, mi največ v bistvu nudimo, naša primarna dejavnost je tako psihosocialno podporno delo, a ne. Mi ne nudimo donacij, mi nismo ta humanitarna organizacija, da bi, ljudem recimo plačevali položnice ali pa da bi dobimo sicer kdaj neke materialne dobrine, recimo nekje vsake toliko, no, dobimo neke donacije in potem to razdelimo ljudem, ampak primarno to ni naša aktivna dejavnost, a ne. Mi v bistvu strokovno delo, mi imamo pač strokoven kader, tudi prostovoljce, ampak predvsem v teh najbolj kompleksnih situacijah ponudimo strokovno delo, svetovanje, usmerjanje, informiranje. Se pravi, če se znajde neka družina, ki rabi pač pomoč pri, ne vem, raznih prošnjah, pri izpolnjevanju nekih vlog. Včasih ljudje sploh ne vejo, kake neke socialne pravice imajo, pa so, a ne, bi lahko izboljšale njihovo situacijo. Učimo pisati prošnje za delo, recimo, a ne, nekoga, ki mogoče nima te izkušnje. Staršev, ki nimajo nekih, svojih dobrih izkušenj družinskih, jih krepimo v tem, da postanejo oni boljši starši in pač pomagamo pri vzgoji otrok, a ne. Tako da v bistvu predvsem ta del je naš, a ne. Nekako izhajamo iz socialnega dela, iz socialne pedagogike in nudimo neko strokovno podporo, usmerjanje, vodenje, informiranje posameznikov. Veliko stvari počnete. Ja, ogromno stvari. A greva mogoče po teh segmentih, pa vseeno začneva z brezdomstvom. A lahko rečeva, da je to morda primarno vaše delo, Ja, brezdomstvo? tako, mogoče zakaj, lahko še samo povem ta del, zakaj mi vse to počnemo. Zato ker to se mi zdi zelo pomembno pri razumevanju brezdomstva. Ker brezdomstvo ni samo tisto, kar mi vidimo na ulici, a ne. To je v bistvu en zelo mali del so osebe, ki spijo na ulici, a ne. Ti najbolj vidni brezdomni. Mi sledimo tej definiciji Etos, ki je v bistvu ena evropska definicija o brezdomstvu, ki tako loči na 6 kategorij brezdomnih. In v bistvu tudi naša raziskava, ki smo jo lansko leto delali v občini Ljubljana, lahko kasneje povem o tem, je pokazala, da v bistvu je zelo veliko ljudi, ki je pač ki živi v nekem skritem brezdomstvu, a ne. Ali pa ljudje, ki so v nekih takih rizičnih situacijah, da so brezdomni, se tudi štejejo pod brezdomno. Zato v bistvu mi počnemo vse to široko paleto aktivnosti, zato ker brezdomstvo ni samo tisto, človek spi na ulici. Brezdomstvo je, ko nekdo spi na kavču pri babici, zato ker nima kje za biti, a ne. Saj ti lahko na kavču pri babici spiš nekaj časa, ampak to ni tvoj dom. Ti ne moreš nekako si ustvariti nekega svojega prostora, a ne. Ali pa da spiš v nekih zapuščenih hišah, da spiš včasih na podeželju v hišah, kjer so neprimerni pogoji, ni elektrike. Zadnjič smo se s kolegi tam iz Murske Sobote pogovarjali, enih tam v Bronkih so neki starejši ljudje, ki nimajo niti dovolj prihodkov, niti ne vejo, kako se nekih stvari dobiti, mogoče neke subvencije za neke stare razpadajoče hiše. To so vsi ljudje, ki živijo v brezdomstvu, a ne. Če ti nimaš neke varne, trajne, dostojne strehe nad glavo, je človek že lahko živi v brezdomstvu. Ker če bo če rečemo ta hiša razpadla, kam bo ta človek šel? Verjetno v zavetišče za brezdomne, a ne, nima kam zdaj, ta človek je sam. Tako da, zakaj je zelo pomembno, a ne, vedno to poudarjamo, pač, da je treba širše razumeti brezdomstvo. Zakaj? Zato, ker bo potem tudi odločevalci, tisti, ki pač lahko ponudijo neke rešitve, bo potem prave rešitve lahko dali, a ne. Če bomo mi samo zavetišče odprli za tiste, ki spijo na ulici, ne bomo mi rešili brezdomstva, a ne, ne bomo mi preprečili, da so ljudje brezdomni. Bomo samo ponudili prvo in pomembno uteho, ampak na dolgi rok pa ne bomo rešili brezdomstva. Torej, če se vrneva k temu, da pravzaprav imamo 6 kategorij brezdomstva. Zdaj omenili ste, tisto najbolj vidno, torej, spanje na ulici. Tako. Omenili ste, nekoga, ki spi, na kavču pri babici ali pa pri Pri svojcih, prijatelju, tako. pri To svojcih. je 6. kategorija, ja. Kaj so pa še ostale? Potem druga kategorija so ljudje, ki spijo v prenočiščih, se pravi, to so neka nočna zavetišča. Žal v Sloveniji še vedno obstajajo programi, ki ponujajo samo nočno bivanje. Seveda kot neka prvi človeški odziv je, da mi ponudimo ponoči nekomu streho nad glavo. Ampak še enkrat, to mora biti krizna namestitev, a ne, ne pa neki osnovni programi, ki jih konec koncev, ne vem, odločevalci ali pa tisti, ki Kaj to razpisujejo. pomeni nočna? Ta človek pride ob 8. zvečer nekam, potem tam prespi in mora iti ob 8. zjutraj ven. In potem čez dan mora tavati po mestu ali pa iti v razne dnevne centre ali pa tudi ne. In potem spet čakati, da se vrata odprejo in spet iti
v zavetišče, ne. Torej ti samo prespiš nekje, kar še enkrat, ja, to je dobrodošlo, da človek ne spi na ulici, če bi pozimi, ampak čez dan, ko je tudi mrzlo, človek tava okoli, a ne. Potem tretja kategorija so 24-urne namestitve, torej kjer so neka zavetišča ali pa naša nastanitvena podpora, kjer so ljudje lahko spet čez cel dan, kar je pač veliko boljša rešitev, da pač ti čez dan si nekje, imaš nek svoj prostor. Četrta kategorija je, včasih za koga presenetljiva, so ljudje, ki so v bistvu v nekih institucijah, pa ne bi rabili biti tam, ampak ker nimajo kam iti, ostajajo v psihiatričnih bolnišnicah, je zelo veliko, teh primerov. Včasih se štejejo tudi zapori, čeprav v zaporih pač je mogoče vseeno drugače, ampak recimo v zaporih se soočajo, da kdo mogoče bi lahko šel na kak predčasni odpust ali pa ko se načrtuje odpust nekoga, človek nima kam iti, a ne, bo šel na ulico, kar ne pomeni glih neko dobro štartno točko, ko človek pride, a ne, iz neke take institucije. Velika ponovitvena Tako, nevarnost. tako. Ali pa recimo mladi, v to kategorijo tudi letos smo vključili v to našo raziskavo, mladi, ki so v raznih teh zavodih, če rečemo nekih strokovnih centrih, kjer je ideja, da se tega otroka, mladostnika podpre, ampak ko ta človek postane star 21 let ali pa 26, ko se šola, različno imajo ti zavodi, ki so do 21. leta, če nima kam iti, kam bo šel, a ne. Mislim, dali smo v neko institucijo nekoga zato, da ga podkrepimo, pa da se nekako spremeni svojo, mislim, da dobi neko podporo v svojem življenju, potem pa pri 21 letih se eni ti mladostniki, pa to pač mladi odrasli ljudje, nimajo kam vrniti, a ne, in grejo, in velikokrat se zgodi, da pride na kralji ulice, kar je pač ni obetaven štart za nekoga. In to so recimo štirka, ne, torej da so nekje v nekih institucijah in potem taki mladi včasih lahko celo kje ostanejo, kar je dobro. Peta kategorija so taka nekonvencionalna bivališča, tudi raziskava v Ljubljani je pokazala, da zelo veliko več ljudi spi v nekih bazah, se reče tako žargonsko na ulici. To so neke zapuščene hiše v Ljubljani, jih je kar veliko, kjer ljudje v bistvu nekako si najdejo neko prenočišče. Daleč tega, da so to primerne hiše, ampak ne spijo res na ulici, a ne. In To so še vedno neogrevane hiše. to so zaskvotane hiše, tako, to so tiste hiše, ko jih vidimo včasih, ko so z deskami zabite, ali pa neke malo zapuščene, noben tam ne živi. Ali pa recimo kaka prikolica, kak avto tudi bi recimo lahko bil, a ne. Ali pa neka baraka, recimo včasih ljudje na kakih vrtovih, ko jih vidimo v vrtičkih po Ljubljani, spijo tam, a ne. Torej to so ljudje, ko jih ne vidimo, in v bistvu izkazalo se je lanska raziskava v Ljubljani, da več ljudi spi v takšnih okoliščinah kot pa na ulici v Ljubljani, a ne. To je peta, no, šesta sva pa rekla, pri sorodnikih ali prijateljih. Torej je širši ta pojem, ko pa mogoče sprva mislimo, a ne. Koliko je pa pri nas običajno, da bi ljudje denimo spali v svojih avtomobilih, v prikolicah, to, kar vidimo velikokrat recimo po Ameriki, kjer stalno bivajo v prikolici, avtodomu ali pa v nekih večjih karavanih? Se tudi, ni toliko pogosto, mogoče če zdaj pač želimo primerjati z Ameriko, daleč od tega, ampak se tudi dogaja. Tudi se dogaja. Ravno zdaj smo dobili neki poziv za enega gospoda tule v Ljubljani, da, velikokrat ti ljudje se tako skrivajo, nočejo imeti stika, no, z nekimi organizacijami, in smo dobili poziv, da gremo pogledat tega gospoda, ki ne želi stika, ampak to ne pomeni, da mi bomo pač vztrajni. Bomo počasi, velikokrat se zgodi, da kdo ne želi stika, torej mi tudi izvajamo terensko delo, mogoče to nisem povedala, ne samo, da mi čakamo v dnevnem centru, da ljudje pridejo do nas, ampak gremo po različnih lokacijah po Ljubljani in probamo najti stik z ljudmi, jih povabiti v naše programe ali pa tam na licu mesta urejati neke stvari. Zato ker včasih ljudje rabijo čas, da nam zaupajo, a ne. Velikokrat so to ljudje, ki so imeli slabe izkušnje z raznim socialnim sistemom, pa rečejo: "Saj nič ne bo od tega." To je ravno zdaj en gospod, no, ki je v avtu in bomo poskušali nekako ga počasi navezati stik pa urediti pa videti, kaka je situacija, kaj vse je potrebno urediti. Tako da je, velikokrat so, mogoče bolj kot avtomobili, so razne barake pa te baze, no, tega je veliko. Ja, se dogaja, ni pa tako zelo pogosto, no. A je to, se organizirajo kakšne skupnosti? Denimo predstavljam si, ali pa tako bi jaz razmišljala, ko, je nekdo v bazi, pa baza sprejme verjetno neko končno število, nekih ljudi. Kako se odzove ta skupnost na nekega novega prišleka, ki je morda izvedel za to bazo, pa bi tudi želel prenočevati v njej? Ja, tako se mogoče tako o dveh stvareh govorijo ljudje, ki recimo bivajo v bazah, ker to je recimo velikokrat pripovedujejo o tem. Seveda je spati na ulici ali v bazi nevarno, a ne, zdaj če si predstavljate, pa ne samo iz tega vidika, recimo pozimi, da je mrzlo, ampak
pač ljudje te lahko ukradejo, lahko pač se ti zgodi neko nasilje, kakšna zloraba. Zato velikokrat ljudje skupaj prenočujejo. Razen tisti, ki so to kakšni starejši gospodje ali pa kdo, ki ima kakšne težave v duševnem zdravju, se tako zelo skrijejo, namaknejo in želijo mir. Ampak se tudi zgodi, da so velikokrat ljudje skupaj, ker je to bolj varno. Konec koncev pa tudi družba je veliko boljša, kot biti sam. Že tako so ljudje osamljeni, a ne. Tako da se v teh bazah zgodi velikokrat, da so pač to neke skupnosti, ljudje, ki skupaj držijo in si pomagajo, a ne. Tako da pač in potem tudi ta skupnost odloča, kdo lahko pride, kdo ne, kdo bo kaj dobrega prinesel v skupnost, kdo kaj slabega. Tako kot je običajno, a ne, saj vedno tako rečemo, pač če smo neka skupnost, rečemo, nekoga sprejmemo, kaj bomo imeli od tega, v dobrem smislu, pa kaj je lahko ogrožajoče za našo skupnost to, a ne. Kar je pa treba povedati, je pa seveda pač življenje na ulici ali pa življenje v tej bazi recimo je pač seveda oportunistično, zato ker ti moraš preživeti. Ti moraš preživeti na ulici, pa moraš preživeti v tej bazi, a ne. Tako da so lahko vezi na neki način zelo močne, pa te vezi se lahko tudi hitro prekinejo, zato ker se lahko pač zgodijo neke izdaje, kraje, neke stvari, ne vem, včasih še posebej, če neka zasvojenost, recimo, zraven se ljudje pač lahko spravijo v neke konflikte. Ampak se mi zdi, da kljub temu, da želijo ljudje, kot vsi smo družbena bitja in želimo neki stik, je v bistvu ta preživetveni nagon, ki je preživetveni nagon tudi konec koncev, če potrebuješ, če si odvisen pa zasvojen, pa v bistvu rabiš, to je pač, če ljudje doživijo krizo, to je ena huda kriza, ne, sploh si ne znamo včasih predstavljati, tako hitro obsojamo, ampak ljudje se znajdejo v eni hudi čustveni krizi, tudi fizični krizi, a ne. A morda vidite In kakšen zato vzorec? Kdo so ljudje ali pa iz kakšnih kriz izhajajo, da jih to pahne v eno od oblik brezdomstva? neki vzroki. Ja, velikokrat gre, pač večinoma mislim, pri osebah gre vedno za neki tak preplet nekih osebnih okoliščin pa nekih družbenih dejavnikov, a ne. Torej vedno moramo, žal še, sicer se neko javno mnenje izboljšuje, bi jaz rekla, da je več razumevanja, da ljudje razumejo neke zgodbe ozadje ali pa dajo v neki širši družbeni sistemski kontekst. Se pa še vedno zgodi ravno ta, ki ga imamo diskurz, neka individualna krivda in individualna odgovornost, a ne. Ljudje bi sami, če bi želeli, bi lahko delali, če Tako. bi se potrudil, bi lahko nekaj naredil, a ne. Zdaj, ko gledamo osebe, ki prihajajo k nam, večina ljudi prihaja iz nekih disfunkcionalnih familij, družin, kje pač že štartna pozicija ni bila enakovredna, če jaz primerjam s sabo. Ne vem, moja pozicija mojega izobraževalnega sistema, pač imam izobražene starše, imam starše, ki pač so me vedno podpirali, starši, ki so bili doma prisotni, ki so pač z mano delali domače naloge, ki so me podpirali na svoji poti, je bila drugačna kot pa nekdo, ki pač nima staršev, živi v enostarševski družini, ali so starši bili zasvojeni z alkoholom, bili so odsotni, imeli so duševne težave, ali so bile mame samohranilke, ki so delale in cele dneve, da so lahko preživele in niso imeli recimo te podpore. Torej ta štartna pozicija ali pa neizobrazeni starši, a ne, pač kako lahko starši te podprejo. Veliko je teh nekih družinskih razmer, tudi ta raziskava. Zakaj omenjam to raziskavo? To je edina raziskava, ki je nekako nam dala prave podatke o Sloveniji, ki smo naredili lani v Ljubljani, tako sistematična, na neki pravi metodološki način, postavljena raziskava, a ne. Tudi ta raziskava je pokazala, da so bile glavni razlog, tako, 40% oseb je reklo, da so bile družinske težave. Bodisi pač že iz primarne družine, ločitve velikokrat, a ne, se ti podre svet, smrt partnerja, v smislu pač ostaneš brez vsega. Potem pa finančne težave tudi v smislu recimo izgube služb, izgube, nekega prihodka. Ljudje so bili ogoljufani recimo, pa so potem izgubili neke stvari. Pa zdravstvene težave. Tako da velikokrat pa gre za neki tak preplet lahko, se pravi, je neka zgodba, ki se te vleče iz otroštva. Tule se vedno vprašamo, pol kje je bil ta sistem, ki bi nekoga lahko ujel v nekem pravi situaciji, a ne. Torej zato rečemo, da je preplet osebnih pa družbenih okoliščin, a ne. Bile so neke osebne okoliščine, pa tule kot sistem mi nismo to osebo podprli, a ne. In ko še ta sistem tla ima tako luknje, ni te mreže, da bi človeka ujele, ko pada, potem pa človek pristane na dnu, ker brezdomstvo je zadnja točka, a ne. Mi si moramo to predstavljati, to je, ko se človek znajde v brezdomstvu, pomeni, da je veliko stvari šlo narobe ali pa da je veliko stvari na večih področjih človek, ne vidi več smisla vztrajati, izgubi neko upanje, a ne, in to je res zadnja točka.
Zato je tudi tako težko priti do brezdomstva, a ne, zato ker pač na tolikih področjih človek je doživel razočaranje, neke izgube, neke težave in da ti se tako dokopleš do nekega običajnega življenja, je seveda različno od posameznika, a ne, ampak je treba na večjih področjih se lotiti svojega življenja in je zato zelo težko, ne. Saj če sebe pogledamo kdaj, ko smo v neki slabi koži ali pa ko imamo neko težko obdobje, koliko rabimo energije pa motivacije, da se spet sestavimo. Zdaj pa si predstavljamo nekoga, ki pač je v bistvu prišel na te najnižje točke v življenju, a ne. Ampak zdaj, ko vas poslušam, se vendarle zdi, da je kar nekaj podpornih aktivnosti, katerih cilj je, da ljudi dvignejo iz tega socialnega dna. Ampak recimo, midve se zdaj nahajava v centru Ljubljane, in jaz lahko tukaj rečem, da že leta in leta in leta v bistvu videvam iste osebe, da pravzaprav tudi vidimo, ali pa vem, kje jih bom našla, kje kdo Je. spi, denimo, kje bo kdo prodajal revijo Kralji ulic, recimo. Kako je možno, da pri vseh teh, možnostih vendarle so določene osebe, pa sploh jih ni tako malo, ki pa vztrajajo na ulici? Zato, ker, tako kot sem rekla, tudi ta, če se vrnem, zato ker se mi zdi to pač evidentni podatki, raziskava, ki smo jo delali lansko leto, ki je potrdila vse naše izkušnje iz prakse, je to, da mi nimamo izhodov iz brezdomstva. Tako sem rekla, veliko teh oseb, ki jih srečujemo redno, bodisi spijo v zavetišču prenočitveno in čez dan pač so zunaj, a ne. Se pravi, ni dovolj izhodov, ki bi nekomu rekli: "Okej, zdaj mi tebe tule nekako podpremo, mislim, zdaj ti nudimo neke možnosti, potem pa te vodimo do izhoda iz tega." A ne. Tega ni, tega večinoma ni v Sloveniji, a ne. Ne vem, mi pa še neke druge organizacije delamo, ampak večinoma je tako vztrajanje v brezdomstvu, a ne. To je ključni problem in to se je pokazalo s to raziskavo, a ne, da pač nimamo izhodov. Rečemo, opravljamo, damo hrano, pa damo obleko, pa damo tuš, pa damo čez noč streho nad glavo, ampak človek ne bo iz tega izšel, pač on ni več lačen, pa ni več umazan, pa čez nekje ponoči spi, ampak kje smo aktivno nekoga podprli, a ne, to je ena stvar. Mislim, te iste osebe, ki jih srečujete, so pa večinoma osebe, ki imajo kompleksne težave in tudi takšnih programov v Sloveniji nekako nimamo, a ne. To so ljudje, ki jih noben noče, jaz tako kar iskreno povem, to so ljudje, ki na koncu tudi na Kraljih pristanejo, zato ker jih noben noče, zato ker so to osebe, ki imajo lahko hude težave v duševnem zdravju in, jih recimo organizacije na tem področju, ki delajo zaradi tega, ker mogoče imajo še težave z zasvojenostjo, ne želijo. Moram reči tule tudi, da mi zelo slabo sodelujemo s psihiatrično bolnišnico, tudi lahko tako povem, zato ker, in potem ti primeri, ki so najbolj kompleksni, tudi one rečejo, da malo ne vedo, kaj bi lahko, mi bi si mogoče želeli malo več sodelovanja z njihove smeri, zato ker so ljudje v hudih, hudih duševnih stiskah, ki se potem leta in leta znajdejo na ulici. Torej to so ljudje, ki nikamor ne pašejo. In ti ljudje krožijo malo med nami, pa med raznimi institucijami, ki bi jih mogle, ne vem, psihiatričnimi bolnicami, zapori, nekim sistemom socialnim ali pa nekim sistemom kaznovanja in sistemom pomoči, skozi krožijo med tem, a ne, in v bistvu nikjer ni neke prave rešitve, a ne. Tako da to je glavni razlog, zakaj te osebe ene in iste ostanejo zunaj, a ne. Te so te tudi najbolj vidne, najbolj kompleksne, največ pritožb tudi mi dobimo čez te osebe, a ne, najbolj so lahko moteče. Zato ker v bistvu imajo to kompleksne potrebe, noben pa zares ne naslavlja tega, ne vem, konec koncev odločevalci še vedno ne razpisujejo takih programov, ki bi jih lahko pač podprle take osebe. Mogoče na tem mestu lahko povem, večina programov, ki delajo na področju brezdomstva, so nevladne mislim, izhajajo iz nevladništva, a ne. Mi nimamo javnih programov, imamo zavetišča recimo, ki so v sklopu nekih centrov za socialno delo, in to je skorajda to, imamo neki javni zavod recimo v enem koncu Slovenije, ki dela na tem področju, ampak večinoma temelji na nevladništvu in na razpisih, na katere se moramo mi prijavljati in potem upati, da dobimo denar. Pa še ta denar vam jemljejo potem vsakič, ko je treba in ko ni treba. Tako. Mi smo prvi, ki nas režejo, in zadnji, ko nam zvišajo stvari. Ja. Je vedno več podpore, no, moram reči, da je zavedanje, konec koncev smo spisali prvo strategijo v Sloveniji na področju za končanje brezdomstva. Sicer vlada še ni potrdila, čeprav je na mizi že eno leto skorajda, imeli smo že veliko predstavitev, vlada še vedno ni potrdila, tako da mogoče to tudi malo vprašanje, zakaj ne. Še vedno čaka, ampak je vsaj bila ta pripravljenost, da se to spiše. Tako da se sredstva višajo, tudi v Mestni občini Ljubljana
je vedno več programov na tem področju, ampak pomembno je, da je več programov, pa pomembno je, da grejo v pravo smer te programe. To je pač ključno. A imajo visoke cene nepremičnin, visoke cene najemnine, tudi kaj prstov vmes pri brezdomstvu? Ja, absolutno. Hvala za to vprašanje. Namreč, zakaj hvala? Zato, ker velikokrat smo mnenja, da je samo brezdomstvo nek del socialnih problemov ali pa zdravstvenih problemov, se pravi teh nekih dveh resorjev. In končno se mi zdi, da smo uspeli prepričati tudi odločevalce, da je to v bistvu stanovanjski problem. A ne? Mislim, čeprav je logično brezdomno, pa rečemo seveda je problem stanovanja, ampak ne rešujemo na ta način, na način nekih dostopnih stanovanj, ki bi ljudem lahko omogočali. Zato to Jaz sem rečem. se zadnjič pogovarjala z enim od gospodov, ki je tukaj redno, v bistvu tam na Nazorjevi. On je očitno, čez dan je res zunaj, očitno je bival v sobi in mi je razložil na dolgo in široko, kako je obupan, ker mora ven iz svoje sobe in da preprosto so cene takšne, da se mu sanja ne, kje bo dobil v bistvu nadomestno sobo. In sem se prvič začela spraševati, sem res, pa ti zberi 600 ali pa 700 evrov vsak mesec, pa da te sploh nekdo vzame, pa da ti bo sploh nekdo Saj. dal to Tako, najemnino. mi smo včasih mi smo vedno tako proaktivni bili v tem smislu, da smo pač rekli prvo, pač človeku iščemo sobo, pa pomagamo pri tem. In tako, ko sem jaz začela delati 10 let nazaj, 13 let nazaj, je bilo tako, smo vedeli, recimo, kje neke sobe oddajajo. Pa če človek še vedno, če je tako, recimo, ki mladi ljudje ali pa nekdo, ki ni imel teh izkušenj ulice na obrazu, si lahko celo nekaj dobil, ker so bile in dostopne, in ni bilo takih pogojev. Tako da smo nekako našli te neke stvari. Ali pa je bilo, recimo, so bili ti samski domovi, kjer so pač vzeli pol samske moške, recimo, a ne. Tako da smo nekako bili bolj ali ne uspešni pri tem, pri tistih, ki so zmogli, ali pa tisti, ki so bili tudi proaktivni. Tako. Zdaj se mi zdi, da se tudi pri naših zaposlenih vidi ta frustracija, ko enostavno ne zmoreš najti sobe. Samski domovi so se spremenili v hotele in hostle, ali pa imajo res enormne najemnine, ampak okej. Dobiti stanovanje je pa pač misija nemogoče, kot ste rekli, a ne. Najemnine so grozno visoke. Torej človek, ki ima, ne vem, ali bodisi denarno socialno pomoč, bodisi neko nizke dohodke, neko nizko plačo, ker tudi take osebe k nam prihajajo, ne, ko mogoče celo nekaj delajo, ampak imajo minimalne prihodke. Kako boš, če si sam pač našel neko stanovanje? Ne moreš si deliti stanovanja, če si neka starejša oseba. Neki mladi celo pač pol uspejo z nekim sharingom stanovanja. Največji problem vsega tega pa je, da je nekdo, ki se mu pač mogoče pozna malo, če rečem tako, življenje na telesu, in to ni šans, da bi nekomu dali tako stanovanje, a ne. Pač jaz, ko malo gledam te oglase, ali pa sem gledala, je to pač, mislim, to je že kot razgovor za službo, a ne. No, je pa treba dejansko res povedati, jaz opazujem te naše centraške brezdomce, to resnično se jim pozna vsaka zima. To je iz zime v zimo, v zimo, v zimo se to pač propadanje na človeku res vidno pozna. In če mene kaj prizadene, je to, ke jih vidim, pač to vidno propadajo, a ne. Mogoče bi pri tem samo povedala, pa ti ljudje niso stari, a ne, to je pomembno povedati. Te ljudje, ki jih vidimo na ulici, so zelo redko res mogoče stari toliko, kot izgledajo, a ne. Ne vem, če kaj spremljate, mi kar redno objavljamo smrti naših uporabnikov in uporabnic. Tudi smrt v razlogu, ker želimo, da niso pozabljeni, pa tudi, da pač se malo ozavešča javnost, v bistvu iz dveh razlogov. Velikokrat imamo neke komemoracije, da se poslovimo od ljudi in tako. Zdaj bomo v bistvu lahko, mislim, da že zdaj povem, tudi na Žalah imeli neki svoj grob, kjer bomo tudi tako neke spominske ploščice, ker se nam zdi prav, da ti ljudje so bili tako pozabljeni, no. Mislim, da si zaslužimo neko tudi dostojnost pri tem, ko se poslovimo. No, in hočem to reči, da velikokrat so to ljudje, ki so zelo mladi. Če se spomnimo, mogoče je bil še ta Tone Pugel, če se ga spomnite, Miklošičevega parka, on je bil eden izmed teh starost, on je pač vseeno imel nekaj let. Ampak, ne vem, tile ostali pač izgledajo stari, ne vem, 60, 70 let, to so ljudje, ki so stari 50 let. In problem tega je, ko ste rekli, njihovo zdravje propada, takrat, ko res ne morejo, so stari, ne vem, 55 let, oni ne morejo iti v dom, zato ker so premladi ljudje, ampak fizično in njihove vitalne funkcije, se pravi, smo enkrat sem ga spremljala zdravniku in je rekel, no, gospod, ne samo, da so vaši izvidi kot pri enem staremu človeku, mislim,
kako ste vi sploh še živi, glede na vašo krvno sliko, a ne, če tako rečem. Pač ljudje so res v slabem stanju, a ne. In problem tega je, ko ne morejo, potem niso, ne morejo iti nikamor v oskrbo, ker so premladi, a ne. Kako pa je recimo med brezdomci temi, kategorijo 1, torej brezdomci na ulici ali pa tudi, no, brezdomci, kategorija 2, 3, kako je s partnerskimi vezami, kako je z ustvarjanjem družine? A se zgodi, da, brezdomke zanosijo? Kaj je potem s temi otroci? Oziroma z otroki, sem pravila, z otroki. Ja. Z otroci, se opravičujem. Nič hudega. Ja, seveda se dogajajo partnerstva. Seveda se dogajajo partnerstva, se zgodijo ljubezni, absolutno vse. In prav, da se zgodijo ljubezni. Se pa kdaj zgodijo, mi veliko delamo, fokusa imamo tudi na brezdomnih ženskah in družinah, kot sem prej rekla. Velikokrat pa se dogaja neka razmerja, zato da so ženske zaščitene, se spuščajo v neka razmerja, zato da niso same na ulici. Ko se lahko sliši veliko bolj ogrožajoče, ko ne veš, kaj te čaka na ulici, kot pa mogoče vseeno partnerstvo ali pa neko partnersko nasilje, ko mogoče vsaj pričakuješ. Vem, da se to grozno sliši, ampak to so besede ene ženske, s katero sem se pogovarjala, a ne. Ko sem se pogovarjala o tem, zakaj se je spustila odnos z nekom, ki Ki je bil vemo, da je nasilen od nasilen, a ne. začetka. Tako. Tako da in so te stvari lahko oportunistične in se mi zdi pač, ja, seveda za preživetveno stvar je pač si človek oportunističen, če spet tako rečemo, a ne. Zdaj, mi smo, ko sem prej govorila o tem programu podpore družinam, mi smo ta program začeli razvijati, eno zaradi tega preprečevanja deložacij, drugo pa ravno zaradi tega, ker so pač v dnevnem centru naši uporabniki, uporabnice postali par in potem postali družina. In potem smo rekli, okej, to družino moramo podpreti. Tisti, ki so zmogli, smo jih v bistvu, jih nekako vzamemo v naš program nastanitvene podpore in nekako jih podpiramo v tem, da zmorejo to družinsko življenje. Veliko ljudem je to motivacija ali pa so v obdobju življenja, ko to zmorejo in potem z našo podporo se postavijo na noge, kdaj pa tudi kdo ne zmore. Ko delamo z ženskami, a ne, mi rečemo, tudi raziskava, če se spet vrnem na njo, je pokazala, da je nekje tretjina žensk, med brezdomnimi, in to je tudi nekako tako v evropskem smislu, je taka zelo podobna številka. Kaj je zanimivo, je, da smo se mi tako v času korone smo bili del nekega projekta evropskega, ki smo hoteli razumeti bolj brezdomstvo žensk in smo tak fokus dali bolj na ženske, so se številke začele večati. Ampak ne zato, ker bi bile zares, mislim, na splošno se število brezdomnih veča, ampak število žensk se je začelo večati, ker smo mi bili bolj pozorni na to, ker smo mi zaposlene razvile bolj senzibilen pristop do žensk in so nam začele bolj zaupati in bolj prihajati v naše aktivnosti in kar naenkrat smo imeli večje število žensk, a ne. In se prav spomnim, da se je pol nekdo vprašal, koliko je veliko žensk, ampak ne, v bistvu mi smo naredili neki prostor, če rečem tako v narekovajih prostor, da so ženske Psihološko varnost, da so prišle in Tako. so povedale, da dejansko sodijo v to Tako. kategorijo, kjer so Tako. bile od samega Tako. začetka. In mogoče se mi zdi tudi to super vprašanje. Velikokrat sodimo ženske, ki se znajdejo v situaciji, da so mame, ali pa da so bile mame, ali pa da so mame, in tega ne naslavljamo. Je pa to ena zelo boleča tema za ženske, zato ker nekatere imajo otroke v rejništvu, v usvojitvi, ko so se znašle v tej situaciji. In je to ena vloga, ki ostane z njimi, seveda, one bojo vedno mame. Velikokrat so obsojale za to, da se je to zgodilo, a ne. In bo težko, da je prišlo do te situacije. Noben jih pa ne vpraša, kvečjemu jih ljudje obsojajo, da niso bile, ali pa kot ženska, da ni to vzdržala, ali pa kot mama, da bi pač to naredila. Ampak so različne okoliščine bile. Večina žensk je doživela nasilje, hudo partnersko nasilje, hude zlorabe. In v bistvu velike travme v življenju potem pač nekako niso uspele takšnih in drugačnih okoliščin pač nekako živeti tega običajnega življenja, a ne. To so zelo travmatične izkušnje. A se v Sloveniji lahko zgodi, da se, brezdomnemu paru rodi otrok in da družina z dojenčkom oziroma z majhnim otrokom ostane na ulici? Ne, to se načeloma ne zgodi. Uradno se to ne zgodi. Tule se institucije hitro odzovejo, mi tudi sodelujemo s centri, ko izvemo za neko družino ali pa za neko nosečo žensko, mi takoj obvestimo center za socialno delo
in jih zelo pozovemo, da morajo nemudoma se odzvati in narediti nek tim in nek načrt pomoči. In se kdaj tudi zgodi, recimo, pač, ja, bil je en primer, če spet povem, ene ženske, ki pač je živela na ulici, bila uporabnica drog, ni zmogla, pač nekako ni zmogla v tistem času se nekako postaviti na noge in je pač potem tudi prišlo do odvzema, a ne, pač korona ni bila sposobna, če rečem tako, skrbeti za tega otroka. Tako da tule je bila hitra aktivacija. Zdaj, zakaj sem rekla uradno? Ker jaz pa mislim, da se kdaj zgodi. Mi srečujemo tudi pare. Ni pa to tako pogosto. Vse kdaj te družine pač najdejo situacije, ko dan, dva so tudi skrite na ulici ali pa živijo v teh neprimernih oblikah, a ne. Tako da uradno ne in se načeloma to res ne dogaja. Se pa kdaj zgodi, da družine, ki so v stanovanjski neki ranljivosti, da kdaj tudi spijo zunaj, da kdaj spijo v kaki baraki ali pa v kakih kleteh za neki krajši čas, no. Moram pa reči, da sreče to, kar drugače vidimo po Evropi. Jaz sem bila zgrožena, pač pa delam na tem področju, ko sem šla enkrat ponoči skozi Bruselj, ko so tam cele družine spale v centru mesta na jogih, in se mi zdi, takrat to me je še mene pretreslo, pa čeprav marsikaj doživim v dnevu. Tako da to v Sloveniji na srečo se še ne dogaja. Kakšna pa je zgodba teh oseb, ki jih tudi videvamo, berači? Zdi se mi, da so tuje govoreči, dejansko tukaj v okolici centra oziroma tam, kjer so turistični kraji, v bistvu beračijo, zbirajo denar. So to naši brezdomci ali je kaj resnice v tem mitu, da so to v bistvu organizirane skupine, pravzaprav neke kriminalne združbe, ki pripeljejo ljudi, da za njih beračijo in jim konec dneva tudi poberajo ves denar? Ja. Ja, tako je. Mi smo se v bistvu s tem začeli najbolj soočati, ko so prihajali različni ljudje. Načeloma lahko vsakdo ponuja časopis, moraš biti polnoleten, pa načeloma moraš neki jezik govoriti, da se lahko sporazumevaš. Ampak mi nikogar ne vprašamo, a si ti zdaj, če rečem tako, dovolj reven, da lahko prodajaš časopis ali ne. A ti se lahko vključiš, a ne. Kdorkoli. Zato, ker priti ponujati časopis Kralji ulice ne pride vsakdo. Se izpostaviti kot nekdo, ki bo ponujal časopis Kralji ulice, pač pomeni, da si brezdomna oseba, pač ni glih stvar, da si človek kar tako Prestiža, ni stvar prestiža. Ni stvar prestiža, tako da mi ljudi ne sprašujemo. Smo se pa potem v enem obdobju, ko so prihajali iz drugih držav, no, tujci k nam, smo začeli malo spremljati, kaj se dogaja, a ne, in potem so pač neke družine potem vozile še druge družinske člane. In tudi s tem ni problem. Jaz mislim, da tudi človek, če pride sem po boljše življenje, a ne, ga ne obsojamo. Meni je najbolj ostalo, zdaj bom malo zašla, ampak bi rada pač to povedala. Jaz sem delala z eno družino, ki je pač prišla iz Makedonije in so tle živeli v taki bedi. In potem je meni bilo jasno in sem rekla, pa kako se lahko, pa saj nimate, kako boste to življenje tle, nobenih pravic skoraj da nimate, a ne. In je ona meni še razlagati, v kaki bedi šele tam živijo, a ne. Tam je pač z družino bi živela pač v groznih razmerah, a ne. Tako da, torej tudi ti ljudje, ki prihajajo sem beračit, po moje živijo v nekih slabih razmerah. Ampak mi smo se v enem trenutku, ko smo ugotovili, da to tako nekako poteka na način, da vedno neke osebe pripeljejo nove osebe, smo postali malo bolj pozorni na to, obvestili o tem tudi policijo, ker se nam zdi problematično to, ne želimo podpirati konec koncev neke trgovine z belim blagom, ki v bistvu izkorišča nekoga drugega zaradi zaslužka. Tako da mi smo zdaj mogoče, če rečem tako, vseeno malo bolj zaostrili te pogoje ponujanja. Želimo osebe, ki se vključijo, bolj spoznati, ugotoviti, kaj potrebujejo od nas, kakšna je njihova situacija, predvsem pri nekdo, ki se težje sporazumeva recimo o slovenskem jeziku ali pa mogoče o kakem drugem, predvsem ugotoviti, kaj je neko ozadje, no, a ne. Ne smemo vse dajati v isti koš, to bi rada povedala, nikoli ne smemo ljudi tako nekako enačiti, ampak tudi mi to opažamo in smo v bistvu ravno zaradi tega prvič v zgodovini tudi dali neke dolgotrajne prepovedi ponujanja časopisa nekomu in rekli, da se ne more vključiti v naš program. Mi na vse možne načine smo zelo vključujoči do ljudi, a ne izključujemo ljudi, ki so tako izključeni, ampak v tem primeru, ko zelo sumimo, da gre za to trgovino z belim blagom, smo tle odločno rekli ne in nismo podprli tega. Jaz vedno vprašam, a govorite slovensko, preden dam nekomu denar. Pa ne v smislu, da bi nekdo, ki ne bi govoril slovensko, ne bi bil vreden tega denarja, ampak ker se mi zdi, da če se konstantno nekdo znajde, ista oseba, brez da bi
karkoli od slovenščine se na novo naučil, to kaže, da nekako ni integriran in da je tam morda s kakšnim drugim razlogom. Ja. Ne vem. Mislim, spet težko je to posploševati, no. Težko. Jaz sem ravno preden sem prišla sem poslušala neki webinar, ki so spet govorili, recimo v Evropi, v Sloveniji se še to niti ne dogaja, ampak mislim, da se bo s časom. Recimo v Nemčiji je večina brezdomnih oseb tujcev, a ne. Tudi teh EU workers, a ne, ki pridejo pač delati in potem v bistvu zaradi okoliščin ostanejo tam na ulici. Tako da mislim, da se bo v Sloveniji tudi to začelo dogajati, a ne. Da so pač tujci, ki prihajajo in potem v bistvu nimamo dobrih integracijskih sistemov, ali pa zdaj lahko imeli široko debato o tem, zakaj se zgodi, ampak lahko z nekdo z nekim tujim A ozadjem veste, da jaz to se znajde opažam? v tej situaciji. Temnopolte, ki so zdaj obtičali tukaj na ulici in so zdaj že stalno, ne, recimo. Ja, In si rečem, ja, očitno to ne bi bo mogli, bi mogli nekaj drugega ponuditi, a ne, osebam, ki prihajajo, ki potujejo in so na tej migrantski poti, ker se bo to zgodilo. Z zaostrovanjem represijo definitivno tega ne bomo rešili, ja. Za konec, za zaključek. Kaj lahko naredimo mi? Jaz sem vedno v dilemi. Daja denar, komu dati denar, koliko denarja, se kdaj ustaviti, se pogovoriti, plačati kdaj kakšen sendvič. Če dam denar, a gre morda ta denar za alkohol ali pa za mamila. Kaj narediti? Kaj je vaša strokovna izkušnja? Ja. Jaz bi tako rekla, vedno na tak zelo podoben način odgovorim, ali pa pol pač včasih neke različne odtenke, ampak jaz mislim, da se vsak posameznik ali posameznica mora odločiti, na kak način lahko sočloveku pomaga. Jaz mislim, da gre prvo za to. Jaz vedno spodbujam, jaz mislim, da pač v teh trenutnih časih predvsem mislim, da moramo graditi nekaj solidarnosti in sočutnosti drug do drugega, a ne. In osebe, recimo, ki ponujajo časopis, naši člani in članice, velikokrat govorijo, da jih najbolj zaboli ta ignoranca. V bistvu to, da so neopazni, neozrti, da nekdo gre mimo nekoga in ga sploh ne pogleda, a ne. Torej to, da ga pozdravim, dober dan, gospod, je nekaj. Tako, in Tudi če včasih ne že dam to, denarja. ta neka vrednost, dati sočloveku nazaj je pač ključnega pomena. Pač vsi si želimo biti vredni. Mislim, da to je tisto. Pač, če se ne počutimo vredni, ali pa če ne čutimo nekega dostojanstva, potem marsikaj drugega tudi ne pomaga, če tako, a ne. Torej, to biti, nekako dajati neko vrednost sočloveku, se mi zdi ključnega pomena, da opazimo. Konec koncev, ko tudi rečemo, zakaj ljudje mogoče ignoriramo, ja, mislimo, da mi nič ne moremo spremeniti, da je to situacija od nekoga drugega, a ne, da mi nič ne moremo spremeniti, pa ni res. Jaz mislim, da lahko že kot sosed, mislim, če opazimo nekoga v stiski, ali pa ne vem, enega gospoda, ki na klopci pred našim blokom sedi, pa saj lahko do njega prestopimo. Mislim, konec koncev je naš sosed, saj spi na klopci pred našim blokom. In kaj lahko jaz naredim? Zdaj pa tako, nekdo lahko prispeva denar, nekdo tega ne more prispevati, nekdo lahko kaj skuha, nekdo pa lahko reče, jaz pa vem za Kralje ulice, pa bom poklical tja, pa mogoče lahko pride, a ne. In vsak posameznik mora ugotoviti, a ne, kaj lahko. Zdi se mi tudi pomembno pri tem še, no, ko človeka vprašamo, kaj rabi, ali pa ko nam pove, kaj rabi, pač tudi to sprejmemo, a ne. Ker pač človek lahko žica denar, lahko pač prosi za hrano in pač dajemo tisto, kar pač človek prosi. Še enkrat, če se vrnem nazaj, pač glih zadnjič mi je ena študentka rekla tako dobro, da je nekdo prosil za 5 evrov, ona mu je prinesla rogljiček in potem takoj za njo nekdo dal 5 evrov. In da ta rogljiček je bil tako, okej, hvala, in ta oseba, ki je bila odzadaj, je dala 5 evrov. In se je ta človek ful razveselil. In pa sem rekla, dobro, ampak kaj je on prosil? Ja, 5 evrov. Sem rekla, ja, pač tudi ti, ko se nekaj zaželiš, pač pričakuješ neko darilo, recimo si nekaj zaželiš, nekomu poveš željo, pa ti kupi nekaj drugega, rečeš, ja, okej, hvala, pač si zadovoljna, samo pač ni bila to tvoja želja. Mraz prinese nekaj drugega, kot si že želel, vsak od Tako, bo razočaran. tako, če malo karikiramo. In ta človek, ja, je verjetno rabo za drogo, a ne, ampak zdaj pač nekdo, ki je hudo zasvojen, rabi veliko več pač denarja za to svojo zasvojenost, kot pa mogoče za hrano. Ampak, tako sem rekla, vsak posameznik se potem odloči, zakaj bo dal. In to ni nič narobe, ampak mislim, da mora biti iskren do sebe pri tem, a ne. In tudi do osebe, pač, če nekdo prosi 5 evrov in mogoče, če rečem tako, prosi za šut, lahko rečemo, ja, oprosti, ne bom ti dala to, lahko ti pa to in to ponudim, a ne. Še vedno se mi zdi, da tudi če ne podpiramo tega, lahko ohranimo neko spoštovanje do človeka, ne. In to se mi zdi pač bolj pomembno, no. Nam se je zadnjič nekaj čudovitega zgodilo tukaj pod Metelko, moji dve hčerki, šli smo mimo brezdomke in sta prosili moža, če jima da drobižek, in sta ji nesli.
In gospa ni pričakovala, ni niti gledala in sta se pač tam dve majhni punčki pojavili pred njo in ji dali vsaka svoj drobižek in jo je zagrabila, objela, O, ji dala vsaki lupčka in rekla in začela jokati, Ja. gospa. In mi smo bili vsi štirje, pač, to je bilo res ganljivo. Mislim, nama je bilo to zelo ganljivo gledati, ta mali itak nista vedeli čisto dobro, Ja. kaj s tem bi, ampak v resnici je pač pokazala vse, a ne. Ja, ja. Tako. In sem zelo vesela, kako je odreagirala, ker mislim, da boste naslednjič z veliko večjim veseljem Ja. hčerki Ja. prosili, dajta nama denar, Ja, tako je. da dava noter, a ne. Ja. Gospa Hana, iskrena hvala za ta pogovor. Hvala tudi za vse to družbeno koristno delo, ali bom rekla, altruistično delo, ki ga opravljate. Hvala, da ste. Hvala, da to delate v imenu vseh nas. Čim več sreče in kolikor vas lahko v prihodnosti še kje podpremo, smo z veseljem tukaj in bomo pomagali. Hvala. Super, ja, najlepša hvala, vedno dobrodošli, mi smo vedno, naša vrata so odprta za vse, tako da dobrodošli. Hvala lepa. Ja, hvala. Nasvidenje, lepo se imejte, poslušalci, poslušalke. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.